Kaj predstavljate v tem muzeju? Ja, to je muzej pošte in telekomunikacij, tako da v tem muzeju predstavljamo vse o zgodovini pošte, kako so včasih prenašali sporočila, od slov tekačev, ki so še tekli in prenašali sporočilo, pa vse do današnjih dni, tako da predstavljamo tudi prve mobitele. A to je bila pa poštna kočija? Ja, tole je bila pa poštna kočija, take so pri nas vozile kar več 100 let nazaj. Bil pa je to najbolj udoben način potovanja v tistem času, ker se je pošta ukvarjala tudi s prevozom potnikov. Kaj pa tisti gumbi gor pomenijo? Tukaj s pritiskom na gumbe pa lahko poslušamo melodijo poštnega roga. Poštni rog so namreč uporabljali postiljoni pri prenašanju pošte, s tem, da so dali vedeti, kakšne vrste pošta prihaja na naslednji urad. Tukaj lahko recimo poslušamo melodijo, koliko konjev je treba zamenjati. Trikrat je zatrobil isto melodijo in ker je konje bilo vedno treba menjati v parih, torej vemo, da je bilo treba pripraviti 6 svežih konjev, da je lahko šla poštna kočija čim hitreje naprej. Kaj pa ta pomeni? Tole pa je število vozov, ki jih je bilo treba pripraviti in zamenjati, zato da je pošta čim hitreje opravila svoje delo. Se pravi 2 vozova. Kaj pa to pomeni? Postiljon. Ja, postiljoni so pa tisti, ki so včasih prenašali pošto. Prihajali so na konjih, se pravi jahali so konja, ali pa so vozili poštno kočijo. A to je pa kotiček za pismo napisati? Ja, ampak a vidva sploh še kdaj napišeta pismo ali je vse samo še na SMS-ih? Ne, včasih z morja. Ja, tukaj pa lahko v bistvu napišemo pismo. Lahko napišemo pismo z različnimi pisali, ki so se včasih uporabljala. Potem pa pismo zložimo. Včasih namreč niso poznali kuvert, niso poznali ovojnic, ampak so pismo zložili, ga zapečatili in nesli na poštni urad. Kdo je pa ta gospod? To je pa Lovrenc Košir. Lahko rečemo, da je on idejni oče poštne znamke. A on si je izmislil znamko? Ja, predtem znamk niso poznali. V bistvu je bilo tako, da je tisti, ki je bil prejemnik, tisti, ki je pošto prejel, je tudi plačal poštnino. Kakšna pa je bila prva znamka? Prva slovenska znamka, tukaj jih hranimo, rečemo jim verigarji. Stare so pa že več kot 100 let. No, tukaj pa imamo predstavljena poštna prevozna sredstva. Pa mene zanima, katero od teh se vam zdi najstarejše in kako si sledijo. Jaz mislim, da je najprej kočija. Pol mislim, da je vlak in pol motor. Ja, prav imata. Se cel razvoj zgodi nekako v obdobju 200 let. A včasih so uporabljali samo pisma. Zato, da so se lahko sporazumevali nadaljavo, ja. Potem pa, ko se uvede elektrika, pa so izumili prvi električni telegraf. Izumil ga je Američan Samuel Morse. Kaj pa to pomeni Morsejeva abeceda? Samuel Morse si je zamislil svojo abecedo, ki je sestavljena iz pikic in črtic, iz dolgih in kratkih signalov. In vsaka črka naše abecede ima svojo šifro tudi v Morsejeve abecedi. Telegraf je deloval tako, da smo imeli na eni strani oddajnik in na drugi strani sprejemnik. Z oddajnikom smo lahko pritiskali kratke in dolge signale. Na drugi strani, na sprejemniku, pa so se na trak zapisovale pikice in črtice. A pol so te pikice in črtice morali prevesti v črke. Tako je. Zdaj pa poskusi. Najprej izpisati črko A. Rabimo kratek in dolg signal. Zdaj bova pa prevedla. TT. Pa poskusi napisati črko B. To je dolg signal in 3 kratki. No, da vidimo, kaj se je spisalo. S. Kdaj pa so potem izumili prve telefone? Ja, prvi telefon je patentiral Američan Alexander Graham Bell, to je bilo leta 1876. Kaj pa je ta naprava pred nami? To pred nami pa je ročna telefonska centrala. Prvi telefoni so bili namreč zelo redki. Uporabljali so se na kakšnih poštnih uradih, pa na železnici. In te kabli, da so se bili telefoni med sabo povezani, so bili povezani s pomočjo telefonske centrale, kjer je bila zaposlena telefonistka, ki je prevezovala klice. Telefonistka je na poštnem uradu dobila tvoj klic. Prevezala linijo,
Halo, prosim. Jaz bi rad govoril s Tiso. Vežem. In telefonistka je potem povezala kable, pretaknila še kakšne ročke in povezala Tiso. Pri Tisi zvoni telefon. Halo. Koliko ljudi pa se je lahko pogovarjalo s pomočjo te centrale? Ja, samo 6 jih je lahko hkrati poklicalo. In to še zdaleč ni tako kot danes, ko lahko vsi telefoniramo kadarkoli, a ne? Tako da si včasih tudi čakal, da si prišel na vrsto za klic. A to je centrala. Ja, tole pred nami pa je avtomatska telefonska centrala. Nanjo so pa povezani drugačni telefonski aparati od tistih, ki smo jih preizkušali prej. Dvigni slušalko, zdaj pa zavrti številko 562. 5 poiščeš, kar 5 s prstom poiščeš 5, pa zavrti do konca. 6 in 2. Halo, kaj pa tole? Tole je pa javna telefonska govorilnica. Takele so stale na ulicah, v mestih, v vaseh. Stavil si žeton v tako telefonsko govorilnico in telefoniral si lahko toliko časa, dokler ni žeton porabil vse impulze. Halo, jaz na drugi strani pa Matija. Kaj boš kaj delal v soboto? Grem na kakšen pohod. Grem lahko zraven. Lahko.